Danes v Pomurskem dnevniku, v Turnišči slavnostno. Občina pojasnjuje podražitev. Priznanje za soboško knjižnico. Škoda po pozebi. Vreme, jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minulo soboto je v Turnišču potekala slavnostna akademija ob 750-letnici prve pisne omembe turniškega Marijinega svetišča in osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj. Ni naključje, da si je občina Turnišče ob ustanovitvi za svoj občinski praznik izbrala prav 16. november, dan, na katerega je pred 750 leti turniška cerkev Marijinega vnebovzetja postala kraj sprave dveh rodbin, torej kraj obljube, da bo prenehalo sovraštvo in kraj odpuščanja, da se bodo storjene krivice popravile. Sicer pa je minuli občinski praznik bil prava priložnost, da se je pogledalo na storjeno v minulem letu. Mislim, da smo naredili ogromno, kar se tiče same občine. Drugače je pa tisti moment, na katerega smo letos ponosni, 750. obletnica prve pisne omembe stare turniške cerkve. Mi smo uspeli celo pridobiti kopijo te listine. Skozi stoletja je bilo Turnišče kraj, v katerega so se k Mariji, zavetnici človeštva pod plaščem, zgrinjali ljudje vseh slojev in se kot verniki predajali zaupanju v Marijino verstvo. Kraj, v katerem se je prepletalo družbeno, gospodarsko in versko dogajanje, ki je skozi stoletja pomembno vplivalo na razcvet Marijine božje poti in razvoj kraja. Jaz se mislim, da to vsaka obletnica je priložnost, da se ozremo nazaj in črpamo iz teh zakladov zgodovine, zato je to pomembna stvar, sploh pa 750-letnica. Res pa je, da je 750-letnica prve pisne omembe, verjetno pa že župnijsko občestvo tukaj že okrog 1000 let. Tako da ja, iz zgodovine črpamo in gledamo naprej. V sklopu srednje proslave ob občinskem prazniku so podelili tudi priznanja. Pokal in priznanje občine Turnišče za naziv športnika leta 2017 je prejel Robert Markoja. Vsekakor je to ena potrditev za dobro delo, za dobro zastavljene cilje že v ranem otroštvu oziroma na mojih začetkih in sigurno tudi ena dobra spodbuda za naprej. Kljub temu, da je bilo v občini Turnišče v tem letu že veliko postorjenega, pa tudi v prihodnosti ne bodo spali na lovorikah. V letu 2018 bomo nadaljevali projekte, ki smo jih letos začeli. Mogoče bi izpostavila samo par največjih. Dobili smo gradbeno dovoljenje po 3 letih za čistilno napravo in predvidoma bomo v naslednjem letu to tudi pričeli graditi. To je en tak velik projekt. Finančno zalogaj in tudi tako bo precej težaven. Druga stvar, ko pa je, bomo pa eno starejšo stavbo oziroma stavbo, ki je bila včasih zadruga, preuredili v gasilski dom. Tudi zato smo dobili gradbeno dovoljenje v teh dneh in tudi to bo en tak velik zalogaj. Medtem, ko bomo dokončali Polnoščekovo domačijo, to je cela stavba je spomenik in trudimo se, da bi se odprl v njem dnevni center za starejše in pa medgeneracijski center. Se pravi, spet ena taka povezava med ljudmi, ki pač je potrebno narediti v občini, zato da bomo lažje, lepše in bolj v sožitju živeli. Nikakor ne moremo ostati neme priče preteklosti. Zakaj 750-letna zgodovina kraja je temeljni kamen, na katerem sloni njegova prihodnost. Pred dnevi smo poročali o skorajda 100-odstotni podražitvi projekta Expano. Zakaj je prišlo do tako velike podražitve, so pojasnili na soboški občini, kjer pravijo, da je bil prvotni objekt primeren zgolj za začasno postavitev. Vrata v Pomurje naj bi za obiskovalce odprli predvidoma spomladi prihodnje leto. Paviljon, ki je stal na svetovni razstavi Expo Milano leta 2015, pa naj bi s spletom sodobne tehnologije ter inovativnih pristopov vzpostavil novo vstopno točko za odkrivanje regije. Načrtovano gospodarsko in turistično vozlišče regije ima svojo ceno, ta pa se iz začetnih 2 milijona 400 tisoč evrov pospira na 4 milijone 600 tisoč evrov. Številni svetniki tako pod vprašaj postavljajo donosnost projekta, župan pa ob tem pravi, da je potrebnega več optimizma.
Eden od razlogov za občutno višjo ceno je po besedah direktorja mestne uprave dejstvo, da je objekt Milano stal zgolj začasno in bil temu primerno tudi zastavljen. Soboška občina ga je medtem prijela v trajno rabo, tej pa bo zdaj treba prilagoditi tudi arhitekturne in druge rešitve, predvsem kar zadeva betonsko ploščo ter prostore za vsebine. Pri demontaži objekta je sicer prišlo do uničenja fasade, ki jo je bilo treba na novo narediti, ob tem pa naj bi se cena zvišala še samimi inštalacijami in novo toplotno črpalko. V okviru stroškov je zajet tudi spremljajoči objekt naravnega kopališča, predvidenega v bližini paviljona, vključno z ureditvijo okolice, potrebni pa naj bi bili tudi različni priključki, ustrezna cestna komunikacija, razsvetljava, ureditev parkirišča in krožišča ter dokup zemljišča. Đuro ob tem dodaja, da je občina dobila priložnost porabe namenskih evropskih sredstev za revitalizacijo degradiranih območij. Prvo fazo postopka prijave je že uspešno prestala, dokončno odločitev o podpori pa tako pričakuje v začetku prihodnjega meseca. Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota je osvojila priznanje za najboljši projekt splošnih knjižnic v letu 2017. Prepričali so s projektom Obujamo dediščino. Slovenske splošne knjižnice so včeraj s prav posebno prireditvijo obeležile svoj dan. Ob tej priložnosti so na osrednjem dogodku v knjižnici Šmarje pri Jelšah podelili nagrado za najboljši projekt splošnih knjižnic, nagrada pa je letos romala v naše kraje. Priznanje je namreč pripadlo Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ki je komisijo prepričala s projektom Obujamo dediščino. S projektom pravljičnih večerov za odrasle v porabskem narečju si v soboški knjižnici prizadevajo predvsem spodbuditi bralne kulture med porabskimi Slovenci. Tako na eni strani bogatijo kulturno življenje, po drugi strani pa ohranjajo kulturno dediščino ter jezik naših prednikov v slovenskem porabju. V okviru Dneva splošnih knjižnic v Sloveniji sicer že nekaj let opozarjajo na pomen knjižnic pri širjenju bralne kulture. Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva sta se ob polnoči ponovno zvišala. Liter 95-oktanskega benzina po novem stane 1,30 evra, kar je 2 centa več kot doslej, medtem ko se je dizel podražil za 1,9 centa na 1,25 evra. Benzin je bil na tej ravni na zadnje aprila, dizel pa maja 2015. Naftni trgovci cene 100-oktanskega benzina, kurilnega olja, 95-oktanskega benzina in dizelskega goriva na benzinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi cene teh goriv ostajajo regulirane. Določajo se skladno z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaj dolar-evro. Od julija se pri izračunu modelske cene upošteva tudi biokomponenta. Pozeba je 21. in 22. aprila povzročila za dobrih 46 milijona evrov škode, kaže končna ocena, ki jo danes vlada objavila med svojimi gradivi. Pozebo so obravnavali kot 100-letni pojav, je pa Slovenijo letos prizadela že drugo leto zapored, zaradi česar je vlada sprejela poseben interventni zakon. Največ škode je bilo sicer v trajnih nasadih. Interventni zakon, ki je bil sprejet sredi julija, ureja postopke ocene škode ter nujne ukrepe za odpravo posledic pozebe. Med drugim omogoča odstopanje od roka za vložitev zahteve za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Daje tudi podlago za delni ali celotni odpis zakupnin pri skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Zakon omogoča dokup grozdja z drugih vinorodnih območij ter višji dokup sadja za kmetije, ki imajo kot dopolnilno dejavnost opredeljeno predelavo sadja. Finančna pomoč za najbolj prizadete kmetije se dviguje, zakon pa daje tudi pravno podlago za subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalnega razvojnega sklada za obratna sredstva vinogradniškim in sadjarskim kmetijam. Vlada bo tako prihodnje leto iz proračunske rezerve za izvedbo zakona zagotovila do 7 milijonov evrov, za izvedbo ugodnih kreditov pa Ministrstvo za kmetijstvo že letos zagotavlja 180 tisoč evrov. Spreminja se tudi program razvoja podeželja, tako da bo osnovna stopnja sofinanciranja namakalno-oroševalnih sistemov dvignjena na 50%, najvišja pa na 70 oziroma 75%.
Na spletnem portalu sobotainfo.com razkrivajo program letošnje gibanice. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem po večini oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 13 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 6 stopinj, v Lendavi 7, v Radencih in Murski Soboti pa 5 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem po večini oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj Celzija. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 0 in 1 stopinjo, dnevne pa od 14 do 16 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo na vzhodu in severu še večinoma sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo ponekod megleno, občasno bo tam tudi rosilo ali rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodnik. Temperature pri nas bodo zjutraj med 0 in 2, dnevne pa okrog 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več vsebin najdete na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.